Po pravi evforiji, ki so jo leta 2003 povzročili z zasedbo Patetiko, sta nastala še ansambla Pliš in papir. Sledilo je Vilčnikovo sodelovanje z Bilbi, Nejšo in Severo Gjurin, za katere piše besedila. Tokrat je pred mikrofon stopil sam. V bistvu se je ta nova zasedba zelo spontano zgodila. Z nekimi stvarmi, ki smo jih delali, tudi pri meni doma in pri mojemu prijatelju, skladatelju Gregorju Strmeckemu, smo bi rekel, prepevali neke stvari, ki sem jih jaz spesnil, pa neke stvari, ki jih je on uskladbil. In potem se nam je počasi rodila ta ideja, ta želja, da bi pa to predstavila javnosti. To je najlepši obraz. Nekako ni bilo pravega vokala, pa si ga že dolgo želim. Se ne pravim, da ta vokal je moj, ampak za to, kar tu počnemo, se nam je zdelo dovolj dobro in tudi čez čas, skozi neke udejstvovanje v petju, bi rekel, po resnici mu povedal, karaoke pojemo zelo veliko in človek se bolj zverzira in izboljša tudi pri petju. Rok Vilčnik je prepesnil svetovno znane pesmi, tako imenovane šlagerje. Pri nekaterih se je vsebinsko držal originala, pri drugih pa si spet pustil več svobode. Recimo What a Wonderful World ima naslov Pika na i. V bistvu pa skozi skušam ohraniti tisto osnovno atmosfero pesmi, osnovni feeling, ne? Od What a Wonderful World, Valerie, Isn't She Lovely, Girl from Ipanema, Autumn Leaves, to so res sami, bi rekel, to je klasika pop zgodovine, ne. Glasbo je napisal Gregor Strmecki, ki je v različnih zasedbah, najbolj ga poznamo iz Bilbi, močno vplival na preporod domače popevke. Pred 2 letoma pa je izšel tudi njegov prvi samostojni album, Brodolomec. Zanimivo je, da jaz veliko rajši pišem skladbe, kot pa vadim coverje, ker tam je res treba potem zvaditi, tako kot te skladbe zvenijo. Rok je to odlično prevedel, oziroma ni prevedel, ampak je neke lastne zgodbe iz tega napisal in smo tudi aranžmaje prilagodili malo temu. Pustili smo veliko prostora za Roka, tako bom rekel. Odkar te ni, so dnevi krajši. V bistvu smo res kot ena družina, in ta Simpatiko je tudi res en tak družinski projekt, fajn se imamo, in to je meni v bistvu bil glavni point, da sem rekel, da bom zraven igral. Rok Vilčnik pa vseeno le ni mogel iz svoje kože in je nekaj pesmi podaril tudi ženskemu vokalu. Priložnost za nastop je namreč premierno dobila Mariborčanka Ana Mravlje. Kdo je pravzaprav simpatičen? Simpatičnost pa mi pomeni to, da je nekaj prijetno, ljubko, pozitivno in hkrati naravno, iskreno in živo.